Kulturno-turistično društvo Črenšovci tudi letos pripravlja Jena Mena Fest. Gre za tradicionalno prireditev, ki je našlo svoje mesto tako v pokrajini ob Muri, kot tudi širše. Organizatorji zato z zadovoljstvom ugotavljajo, da gre za festival v pravem pomenu besede, saj s svojim programom nagovarja in privablja obiskovalce vseh starosti in različnih interesov. Več o letošnjem dogajanju pa Andreja Sever, predsednica Kulturno-turističnega društva Črenšovci. Lepo pozdravljena. Lepo pozdravljeni. Kaj torej prinaša letošnji Jena Mena Fest? Ja, letošnji 9. Jena Mena Fest prinaša predvsem godčevstvo, poimenovali smo ga Jena Mena, kak smo inda špilali. V okviru tega festivala pa ponujamo kot vsako leto že tradicionalne oziroma utečene prireditve, tako program za otroke, etnoglasbene večere, gledališče na prostem, torej tisto, kar je že bilo Jena Mena na Jena Mena Festu. Mogoče novost za otroke, letos pripravljamo tudi dopoldanski program, pripravili smo tudi nekaj novih stvari, naprimer Jena Mena ribičija, pa tudi vključili kakšne nove skupine. Program je zares obširen, sicer pa folklorni festival, vsekakor bo program potrebno prelistati in pogledati na naši spletni strani, ker je zelo obširen in bogat. Torej, znova zelo pestro, zelo zanimivo za različne okuse. Kateri pa so vendarle mogoče tisti res posebni, zanimivi dogodki, ki jih nekako ne gre spregledati? Ja, tu bi povedala predvsem, oziroma povabila, predvsem na sobotno dogajanje, ko imamo senje. To je tisto, iz česar se je Jena Mena sploh rodil, bi lahko rekla. Torej, senje Inda in Gnjez. Na okrog 20 stojnicah bomo prikazali različne rokodelske umetnine, tudi ustvarjali bodo naši gostje, potem stare obrti, tudi nekaj novega. To je torej sobotno dogajanje. Vsekakor bi pa povabila tudi na etnoglasbene večere, še posebej toplo v petek, torej en dan prej, 21. avgusta, ko bo z nami glasbena skupina, etnoglasbena skupina Edna, ki se je rodila prav tako z Jena Mena Festa, se pravi lansko leto je Tjaša predstavila zgoščenko in bili so tako navdušeni ti glasbeni prijatelji, da so kar vztrajali in ustvarili nek nov, zelo pomemben projekt. Tudi letos pa niste nekako pozabili na domoljubje. Kaj ste ob tem pripravili? Ja, kot tradicionalno pred Jena Mena Festom v Črenšovcih že vrsto let poskrbimo za to, da obeležimo državni praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Letos pripravljamo 3-dnevne prireditve in sicer v petek, 14. avgusta, nas bo s svojim obiskom počastil predsednik republike, gospod Borut Pahor, in bo položil venec pred spomenikom Jožefa Klekla starejšega. To se bo zgodilo ob 6:30 popoldan oziroma zvečer. Sledil bo krajši kulturni program. Ob tej priložnosti bomo v sklepu programa predali tudi 55 zastav, ki so si jih naši občani nabavili ob domoljubni akciji Köpin pa izobejsim slovensko zastavo, h kateri smo pristopili in smo zelo zadovoljni. Te zastave bodo lahko ti naši naročniki, naši občani po tej prireditvi tudi prevzeli in jih že ob naslednjem, se pravi tem prekmurskem prazniku tudi izobesili. Veseli smo, da je tako, želimo, da se okrepi izražanje domoljubja tudi z tem, da nekako izobesimo državno zastavo ob državnih praznikih. Torej, to bo v petek. V soboto bomo izvedli že tradicionalno domoljubno spominsko kolesarjenje, lansko leto prvič, ob branikih slovenstva v občini Črenšovci. Bilo nas je preko 100 kolesarjev in bili smo zelo zadovoljni. V vsaki vasi smo določili točko, kraj, kjer smo se nekako spomnili tistih pomembnih posameznikov in skupin, ki so v preteklosti prispevali k temu, da je na našem območju slovenski narod obstal, da se je to slovenski jezik ohranil in zato bomo to akcijo v sodelovanju z vaškimi odbori izpeljali tudi letos. V nedeljo pa pripravljamo v športnem parku oziroma ukolikor bo vreme nekoliko neugodno v sami kulturni dvorani v Črenšovcih osrednjo občinsko prireditev, počastitev tega praznika. Torej, kot sem pa že prej tudi omenila, nekako vsako leto znova vedno bolj pridobiva ta festival na pomenu, vedno bolj znan postaja. Čemu pripisujete to? Mogoče množici dogodkov? Tudi temu, predvsem pa srčnosti ljudi, ki sodelujejo, ne?
Tukaj je ogromna množica, bom rekla, prostovoljcev, ki čutijo Je namena fest kot svoj festival. Zato se tudi vsako leto znova izražajo želje po sodelovanju, kot sem že prej omenila Ribiče, potem klub Štrk prav tako izrazil željo, da bi svojo akcijo izpeljal prav v okviru Je namena festa. Se pravi, tukaj delamo srčno. Ne vem, če me boste vprašali, koliko stane festival, neko tako vprašanje sem že dobila, sem rekla, da je enostavno neprecenljiv. Povejte nam še mogoče to, torej festival kot tak deluje že nekaj časa in pravzaprav, kot ste sami tudi organizatorji dejali, pomeni festival v pravem pomenu besede. Zakaj? Zato, ker preprosto ponuja za vsakega nekaj. Poleg tega smo svoj program zastavili na način, da zajamemo v njem različne zvrsti, od gledališča, glasbe, folklore, kulinarike, starih obrti, se pravi res pisano paleto aktivnosti, dejavnosti in sigurno se najde kaj od tega. Poleg tega tudi v okviru kulinarike ohranjamo kulturno dediščino, ponujamo na Je namena kovlaj, domače dobrote, ki jih danes ni moč več okušati, in tam pri nas pa je pri kovlaj vedno zelo velika gneča in z veseljem tudi brezplačno poskusijo. Festival mogoče uspeva tudi zato, oziroma v to sem prepričana, ker je prijazen do obiskovalcev. Veliko stvari ponudimo brezplačno, tudi vsak večer po etnoglasbenih večerih, pogače za obiskovalce, ki jih lahko poskusijo. Kot sem rekla, tudi na Je namena kovlaj, nobenih kavcij nimamo, nobene vstopnine, vsi naši gostje so pogoščeni, tako da smo nekako kar prijatelji. Še mogoče kakšno povabilo za vse tiste, ki smo jim zdaj vzbudili radovednost? Ja, povabilo na spletno stran www.jenamena.si. Mogoče bo kdo kje našel tudi novine, ki ponujajo prav tako ta program, malo širše opisan. Sicer pa od 17. do 22. avgusta vas pričakujemo v Športnem parku v Črenšovcih, z veseljem vas bomo sprejeli in prepričana sem, da se boste imeli nad čim čuditi in lahko boste slikali Je namena. Najlepša hvala, da ste nas obiskali v studiu. Hvala tudi vam.